Sem Martin Butina, prihajam iz podjetja Ring. Smo razvojno-raziskovalna organizacija zasebnega prava in smo tudi vodilni partner na tem projektu Deblo++. Na tem projektu je bilo kar nekaj partnerjev, med drugim Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Biotehnični center Naklo, tudi Univerza v Ljubljani ter v bistvu 5 kmetijskih gospodarstv ter še dodatno 3 podjetja, Procrom, Robust in 2KM Consulting, skozi katere smo tudi zapeljali vso to vsebino. Cilj projekta Deblo++, ki je sedaj pravzaprav na čistem začetku, da trenutno še popisujemo stanje. Cilj projekta je torej, da bo obravnaval problematiko, ki se pojavlja pri organizaciji dela v gozdu, s čimer se pogosto srečujejo tudi kmetijska gospodarstva. Namreč v Sloveniji je praktično vsako kmetijsko gospodarstvo ima tudi svoj gozd. Torej rešitve, ki jih bo prinesel projekt, bodo tudi in predvsem v digitalni obliki in bodo praktične, se pravi, bodo uporabne za končnega uporabnika. Projekt se bo ukvarjal z gospodarjenjem z lesom in upravljanjem z gozdovi z vidika izzivov, ki jih prinašajo ali povzročajo podnebne spremembe. Ena od rešitev in doprinosov projekta bo tako tudi razvoj trajnostno naravne gozdno-lesne verige, ki bo imela poudarek na lokalni oskrbi z lesom. Slednja bo temeljila na konceptu kratkih logističnih verig, ki bodo funkcionirale predvsem s pomočjo digitalne platforme, preko katere bo možno storitve v gozdu naročati lokalno. Torej, rdeča nit celotnega projekta bo potekala na področju modernizacije in digitalizacije postopkov načrtovanja gospodarjenja z gozdovi in dodajanja vrednosti v lesu, in sicer skozi gozdno-lesno verigo s pričetkom na področju ustreznega in sodobnega načrtovanja upravljanja gozda, nadaljevanjem pri optimizaciji odvzema lesa iz gozda preko skrajšanih logističnih verig in tudi njegovi kasnejši predelavi in uporabi. Skozi projekt so cilji povezani z ohranjanjem biotske raznovrstnosti v gozdovih, trajnostnim upravljanjem z gozdovi, prilagajanjem na podnebne spremembe, tudi organizacija izkoriščanja gozdov. Naši pričakovani rezultati so neka nova znanja in ugotovitve s področja trajnostnega upravljanja in izkoriščanja gozdov, se pravi tudi potem podporna aplikacija, ki je seveda digitalni del projekta, ki bo kreirala posestni načrt in bo uporaben za gospodarjenje z gozdovi naravnih kmetijskih gospodarstev in seveda tudi platforma z bazami podatkov in modularnimi storitvami, ki so povezani s temi informacijami. Tako kot verjetno veste, v Sloveniji imamo 70% gozdov v privatnih rokah, pri čemer velika večina lastnikov ni gozdarjev ali gozdarsko usposobljenih in osveščenih, in platforma bo torej omogočala tudi takim neosveščenim uporabnikom upravljanje z gozdom. To je pa tudi eden glavnih ciljev projekta, se pravi neka praktičnost in spodbujanje vlaganja v gozdov kot del trajnostnega upravljanja. V Sloveniji, ki ima poleg Švice in Japonske eno najbolj trajnostnih oblik gospodarjenja z gozdom, je le to trenutno prepuščeno precej iznajdljivosti najbolj podjetnih pravzaprav, ki stanje pomanjkljive infrastrukture večkrat obrnejo pač bolj sebi v prid. Po drugi strani so pa še podnebne spremembe, ki so še za nekaj magnitud pomembnejši dejavnik, ne zgolj pri dolgoročnih planiranjih. Resnost podnebnih sprememb mora segati v srednjeročne načrte. Ni več vprašanje, kako bodo vplivali na letni posek, temveč kdaj bo do vpliva prišlo in ali sploh bo. Informacije o načinih blaženja podnebnih sprememb obstajajo, a so za lastnike nedosegljive. Le-ti potrebujejo ne samo pavšalne informacije, temveč tudi žarišča in točke specifičnega interesa. Mi smo jih poimenovali vroče točke.
Vroče točke naslavljajo tudi mikrolokacije, na katerih je potrebno neposredno ukrepanje, se pravi nek sanitarni poseg, ukrepanje po ujmi, nevarnost podlubnikov in tako naprej. Kot tudi področja, kjer je smiselno ukrepanje nekega posebnega pomena, kot je pogozdovanje s specifičnimi predlaganimi sortami ali celo trajnostne drevesno-pašne rabe za kultivacijo opuščenih ali degradiranih obrobnih gozdnih površin oziroma poseg, ki so nastale zaradi napada podlubnikov in žledoloma. Z projektom Deblo poskušamo v kar najboljši meri nasloviti gornja vprašanja, postaviti digitalizirano platformo, na kateri lahko iz prepletenih informacij ponudimo zainteresirani javnosti sistem, v katerem bo lahko vsak lastnik na enostaven način prišel do pravih informacij za kar najboljšo podporo glede odločanja pri trajnostnem upravljanju gozdov in obgozdnih zemljišč. Ker je narava upravljanja za lastnike predvsem ekonomsko izkoriščanje, je ključno, da se lastniku poskuša cikel upravljanja kar najbolj približati, vam pa se odtke tudi zavest o trajnostnem delu izkoriščanja, torej negi gozda in drugih ukrepih. Ker ima večina lastnikov omejene možnosti dejanskega izkoriščanja v naravi, bi bilo zaželeno, da ima preko iste platforme dostop do storitev, ki mu lahko rabo ali nego olajšajo, torej dostop do profesionalnih storitev po najboljši ceni. Biotehnična fakulteta kot nosilec strokovnega znanja bo pripravila nadgradnjo obstoječega koncepta gozdno-gospodarskih načrtov z vročimi točkami, to so področja posebne pozornosti, ki se reflektirajo v ukrepih. Za dosego cilja posredovanja storitev bo na sami platformi vgrajena možnost izvedbe ukrepov z zunanjimi specialisti, ki jih lahko svojo žagalno-sekalno tehniko po načelu skrajšanih logističnih verig ukrepamo učinkoviteje kot lastnik sam. Ekonomsko ukrepanje tako postane del nege in priprave pogojev pri trajnostni rabi gozda. Nenazadnje pa so pomemben člen celotnega cikla upravljanja povratne informacije, ki jih s terena posredujejo tako uradne gozdarske službe, recimo lokalni revirni gozdarji kot lastniki sami. Projekt Deblo omogoča koherenten in razmeroma celovit vpogled v upravljanje lastniških gozdnih parcel skupaj s skrajševalnimi logističnimi potmi, pa tudi dostop do njihovega trajnostnega izkoriščanja tudi za strokovno nepodkovane lastnike. Hvala.